tokrat v občinskem informatorju. Bo kljub finančnemu zatikanju oddelek za pljučne bolezni UKC Maribor preseljen še letos? V Novi Kreditni banki Maribor opozorili na tako imenovana ljubezenska nakazila v tujino. Medena Valentinova pohorska tržnica v Pivoli. Informativni dan na gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše in na srednji šoli za oblikovanje Maribor. V Selnici ob Dravi pripravili prvi športni forum. Društvo paraplegikov Maribor priredilo jubilejni turnir v biljardu. Lepo pozdravljeni. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je obiskalo dislociran oddelek za pljučne bolezni na Pohorju in se seznanilo s tamkajšnjimi razmerami. Že dolgo je namreč znano, da želi vodstvo dislociran oddelek zaradi dotrajanosti seliti z Pohorja v matično enoto v Mariboru. Predsednik sveta UKC Maribor Ljubo Germič je uvodoma dejal, da je tovrstni obisk sestavni del programa, ki so ga uskladili z vodstvom in svetom UKC Maribor, da obiščejo prav vse oddelke in se pobliže spoznajo z aktualnimi zadevami posameznih enot. Prioriteta je bil oddelek za pljučne bolezni. Prav gotovo je ključna oskrba bolnikov. In alternativi sta pravzaprav dve, o kateri je tudi danes tekla beseda, ali ta oddelek tukaj razvijamo v bolnišnico, kar je po eni strani zelo neracionalno, na drugi strani pa je rešitev, da zaradi strokovne obravnave, ki jo obravnava takšnih bolnikov zahteva, izvedemo to preselitev, kjer bojo tem bolnikom pravzaprav v zelo kratkem času na enem mestu razpoložljive tudi druge nujne storitve, ki jih lahko ta kompleks UKC-ja nudi. Da je selitev nujna, je prepričana tudi predstojnica oddelka za pljučne bolezni. Ekipa v dežurstvu je majhna, en zdravnik, 4 do 5 sester. Vezani smo na transport sicer urgentne službe, ki pa je lahko v tistem trenutku tudi kje drugje, na prometni nesreči, se pravi v tem času moramo oskrbeti bolnika sami. Je pa to seveda oddelek, kjer je osnovna nega, se pravi ne pointenzivna, ne intenzivna nega. In te minute so včasih zelo dolge. Vidovičeva še dodaja, da je oprema dotrajana, s čemer je upočasnjen tudi razvoj. Sam razvoj pulmologije pa je vezan na tesno sodelovanje z drugimi strokami, kar je na tej lokaciji precej težko izvedljivo. Razmere na oddelku za pljučne bolezni UKCM pravzaprav ne ustreža več sodobnim načelom medicinske oskrbe bolnikov in hkrati seveda tudi takšne, da onemogočajo sodobno oskrbo osebju. Oboji so v stiski in selitev obravnavamo kot prioritetno naložbo. Finančna konstrukcija še ni znana, tako kot vedno se pri financah v Sloveniji, ko gre za takšne stvari, nažalost zapleta, ampak v vsakem primeru bomo šli v to, ker takšnih nevzdržnih razmer za bolnike preprosto ne moremo več pustiti. Finančna konstrukcija projekta še ni zaključena. V celoti se ocenjuje na več kot 7 milijonov evrov. Po besedah Flisa preučujejo možnost, da prvo fazo projekta, ocenjeno na 2,8 milijona evrov, izvedejo z lastnimi sredstvi in sicer iz sredstev amortizacije. Selitev pljučnega oddelka je namreč po njegovih besedah prioriteta na področju investicij. Selitev v osrednjo ustanovo s tem, da je v tem trenutku načrt takšen, da se oddelek za dermatologijo seli v prenovljene prostore tako imenovane stare ginekologije, oddelek za pljučne bolezni pa v prostore sedanje dermatologije, to se pravi oddelka za kožne in spolne bolezni. Po besedah Flisa bo vodstvo naredilo vse, da do selitve oddelka za pljučne bolezni pride še do konca letošnjega leta. Zgradba na Pohorju je namreč nujno potrebna temeljite obnove, stroški vzdrževanja in dodatni stroški zaradi dislociranosti pa nenehno naraščajo. V Novi KBM so danes opozorili na previdnost pri ljubezenskih nakazilih v tujino. Decembra in januarja so namreč zasledili sumljiva nakazila v tujino, večinoma v Turčijo, ki imajo narave ljubezenske prevare. V banki opozarjajo na previdnost, saj žrtve redko same spredvidijo, da so tarča goljufa. Doslej so odkrili 14 primerov sumljivih nakazil v tujino, ki so jih Slovenke nakazale osebam, ki so jih spoznale preko socialnih omrežij. Opravili smo analizo teh nakazil in ugotovili, da je 14 naših komitent bilo oškodovanih in one so v bistvu nakazale več kot okoli 200 000 evrov v Turčijo. Približno 90% transakcij je bilo dejansko nakazanih v Turčijo, v Istanbul, potem pa se pojavljajo še države, kot so Severni Ciper, Španija, Združene države Amerike in pa Estonija. Po njihovih ugotovitvah goljufi komunicirajo le pisno v slabi angleščini.
Kontakt vzpostavi prevarant, oseba, in sicer preko socialnih medijev, preko teh klepetalnic, chatov in tako naprej. Mi smo zaznali to predvsem preko Facebooka, preko Messengerja, so kontaktirali žrtve. Potem kontakt je bil vzpostavljen nekako z namenom prijateljevanja, zelo so prijazni, zelo razumejo vse probleme, zelo so prijateljski, žrtvi pridejo blizu in vzpostavi se tudi neka čustvena navezanost. Sicer so prvi primer takšne prevare v Sloveniji zasledili leta 2013. Goljufi pa ponavadi ciljajo na ženske srednjih let, ki so mogoče že malo osamljene ali ločene ali jih nimajo več partnerja, otroci so že odrasli in so šli in so dost same. Kot so povedali na današnji tiskovni konferenci, banka takšnih nakazil ne more ustaviti, lahko le opozori na previdnost. Zato je nova KBM v ta namen pripravila spletno stran o varnem poslovanju, kjer uporabniki najdejo navodila, kako prepoznati prevare in kako ravnati v takšnih primerih. Ob tem pa še svetujejo, naj žrtve zadevo prijavijo policiji. Sedaj pa na pohorsko tržnico v Pivoli, kjer je minulo soboto potekala tako imenovana medena Valentinova sobota v organizaciji čebelarskega društva Alois Grajf Hoče. Na pohorski tržnici smo se tokrat lahko ukrepili zdrave narave, čebel in naših čebelarjev. Na bogati čebelarski stojnici z zakladi iz čebeljega panja so čebelarji pripravili različne vrste medu, matični mleček, propolis, cvetni prah in izdelke iz čebeljega voska. Okušali smo lahko različne vrste medu ter se posladkali z medenimi palačinkami in čajem. Želimo si, da vsi potrošniki, starši pripeljejo otroke, da imamo delavnice, izdelovanje vseh izdelkov, prikaz, palačinke, medene in vse te stvari, tako da pravijo, da je populacija slovenskih čebelarjev v starostni skupini je malo visoka starost, ampak želimo si čim več otrok iz osnovnih šol in vrtcev, da nas obiščajo in vidijo, kako se po domače rečeno naši krajinski sivki streže. Ob tem je še poudaril pomen zavedanja, da imamo v Sloveniji visoko kakovosten med. Slovenski čebelarji se trudimo v svetovnem merilu promocijo slovenskega medu, ki ga čebelarji v slovenskem prostoru oziroma v Sloveniji pridelujemo. Imamo krajinsko sivko, ki je odlična čebela v našem prostoru, tako da med, ki ga mi pridelamo za potrebe slovenskih prebivalcev oziroma potrošnikov, je kar cenjen in si želimo lepih letin in dobrega medenja. Ob degustiranju medu in medenih izdelkov pa so pripravili tudi razstavo čebelarskih pripomočkov. Čebelarji seveda imamo zelo radi svoje ljube čebelice, ampak smo pogosto v čebelji obleki, da smo zaščiteni. Tukaj lahko vidite vso orodje, ki ga uporabljamo. Slovenci smo pionirji čebelarjev, panji, metlice in pa tudi čebelje izdelke. Najbolj znan je zagotovo med, ki je v teh dneh še posebej dobrodošel, saj ima zdravilne lastnosti in sodi v skupino najmočnejših naravnih antibiotikov. Minuli petek in sobota sta bila za nekatere delovna, za druge pa dan novih spoznanj. Tako je bilo tudi na informativnem dnevu na gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše. Mladi so nam zaupali, da komaj čakajo na laboratorijske eksperimente, starši pa so pri izbiri šole za svoje otroke opozorili na zaposljivost. V avli gimnazije in srednje kemijske šole Ruše so najprej pozdravili bodoče kolege. Slednji pa so komaj čakali, da zakorakajo v učilnice in se prepričajo na lastne oči, kaj vse na šoli počno. Zdijo se mi zelo zanimivi, meni so tudi zanimivo predstavitev, zelo me je navdušilo, kako poteka pouk in kako ravnajo z športniki in podobno. Gimnazijski. Na kemijski tehnik v toto šolo. Zanimiv program je, pa ni velika šola in je večja možnost za izobraževanje pa naprej in zanimivo je. Jaz sem že v bistvu siguren, da bom se vpisal v to šolo.
gimnazijski program. S čim so te prepričali, je to danes ali pred informativnimi že? Pred informativnimi že. Ker je šola majhna, se ti lahko lažje posvetijo. Všeč mi je, ker so predstavili cel predmetnik, pa kako poteka tu nasploh življenje na šoli, pa kam hodijo na ekskurzije pa izmenjave. Gimnazija zagotavlja odskočno desko za študij, farmacija in kemija kot 4-letni strokovni smeri, pa visok delež zaposljivosti. Vpisujemo 2 oddelka farmacevtskega tehnika, torej 2 razreda, en oddelek kemijskega tehnika in en oddelek gimnazije. Zdi se nam, da je to nekako primerno število za to okolje, za ta interes, ki je pač trenutno aktualen. Omejitev vpisa na programih zaenkrat ne pričakujejo. Sedaj pa še na srednjo šolo za oblikovanje Maribor, kjer so na informativnih dnevih bodočim dijakom predstavili 3 programe. Izbirajo lahko med frizerjem, medijskim tehnikom in oblikovalcem. Podrobnosti pa v prispevku. Mlade očitno zanimajo ustvarjalni poklici, saj so napolnili avlo srednje šole za oblikovanje Maribor. Kaj te zanima? Grafični tehnik. Zakaj? Ker rada rišem pa to. Frizerstvo. Zakaj pa? Zanimivo mi je ustvarjati nove frizure. Je že to tvoja dokončna odločitev ali še boš malo pogledal? Pa ja, mislim, da je. Pa pol kasneje v življenju, ki se vidiš? V svojem salonu. Izbira srednje šole je gotovo prva pomembnejša odločitev za v bodoče, za življenjsko kariero. Zato večino bodočih dijakov in dijakinj na tej poti spremljajo starši. Zdaj trenutno imamo pač frizersko. To se je izbrala in to je tudi zdaj hočemo uresničiti. Pa vam najbolj pomembno pri odločitvi hčere kot starše? Meni to poslovno dobro počuta, da bo dejansko v svojem življenju delala tisto, kaj hoče. To je bistvo tega. Zdaj nekaj na silo glede tega, da bi starš vplival na njo, to ne vidim logike dan danes. Boste prepustili odločitev izbire šole čisto njej? Čist njej, ja. Njena volja, njena pot, to je to. Učitelji in ravnatelji šol tako na informativnem dnevu odgovarjajo na vprašanja obojih, staršev in bodočih dijakov. Z veseljem jim predstavijo prednosti, ki jih ponujajo. Mislim, da v času šolanja vsak izmed dijakov najde tisto področje, ki ga resnično veseli. Tudi letos pa imajo bodoči dijaki na voljo vpis v 3 programe. Tudi letos ostanejo programe enaki, torej 3-letni program frizer in 2 4-letna programa tehnika, se pravi medijski tehnik in tehnik oblikovanja, ki se pa deli na 3 module, torej grafični oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov ali modernejše industrijski oblikovalec in pa potem še modni oblikovalec. Prepričana je, da je to šola, ki spodbuja ustvarjalnost, unikatnost in domišljijo, ki ne pozna meja. Minulo sredo je v Selnici ob Dravi potekal prvi forum za šport. Razpravljali so o programu in razvoju športa ter o idejah za novo športno dvorano. Gre za prvi forum v občini, ki so ga tokrat namenili športu. Kot je povedala novo izvoljena županja, si želi, da bodo občani in strokovnjaki za določena področja aktivno vključeni pri pripravi programov in razvoju v občini. Da je to program, ki ga pripravijo ljudje, ki ga razumejo in seveda, v katerem so torej tudi vse ideje, ki so dobre za določeno področje. Sama namreč nisem strokovnjak za vsa področja in sem res vesela, da se določeni forumi ali pa strokovne neke odločitve lahko sprejemajo z ljudmi, ki to razumejo, ki poznajo področje in seveda verjamem, da so takšne odločitve pol tudi dolgoročno boljše. Ob tem je še poudarila, da si želi zdravo občino, katere del je tudi razvoj športa. V naši občini torej nam predvsem primanjkuje prostorov za šport, obstoječa dvorana je izredno stara, neprimerna za določene športe in nujno potrebna obnove, če ne celo torej novogradnje in nadgradnje. In to je tisto, kar menim, da bo dalo športu, ki je pred leti imel torej v naši občini že dober status, velik zagon, veliko privržencev, da bo v prihodnjih letih ponovno privabil čim več mladih ljudi in da bo postalo torej tudi to del načina življenja v naši občini. S tem so se strinjali tudi predstavniki športnih društev v občini, ki so pozdravili idejo o tovrstnih forumih. Tega smo vsi športniki izredno veseli. Nova stvar v naši občini.
Dosti smo si prizadevali za te zadeve, da bi v prejšnjih časih nas tudi vsaj kdo želel poslušati, videti, nam pomagati pri nekih zadevah. Dejansko smo morali bolj na nekim individualnih zadevah te zadeve reševati vsak za sebe. Z novo županjo mislim, da so to zdaj drugačni časi in da ta forum oziroma ta del za šport in za vse ostale, tudi kulturo in vse to je za občino oziroma naš kraj zelo velikega pomena. Mi vsi skupaj to zgodbo, ta forum pozdravljamo, saj že dolgo pričakujemo to dvorano, na katero smo upali, da bo že pred leti. Najbolj pereči problem športa v Selnici ob Dravi je dolgo pričakovana športna dvorana, v kateri bi lahko športniki trenirali v normalnih pogojih. Obstoječa dvorana je izredno stara, neprimerna za določene športe in nujno potrebna obnove, če ne celo novogradnje in nadgradnje. Tega si v največji meri želijo športni klubi, ki se sicer kljub slabim pogojem dela trudijo, da športniki in športnice dosegajo odlične rezultate. So največje težave prostorske. Vsi si želimo, da bomo vsaj enkrat doživeli tudi športniki eno veselo stvar, da bo v nekem kratkoročnem času zgrajena tudi ta dvorana, potem bo to bistveno drugače, bistveno lažje za vse športnike oziroma vse rekreativce, željne športa. Drugače pa seveda zdaj v trenutnih razmerah bi radi tudi v tem delu, ki smo zdaj oziroma pod temi pogoji omogočili čim večjemu številu ljudi, da se vklopijo, pomagajo z dobrimi idejami. Vsake dobre želje, ideje bomo izredno veseli. Vsi otroci, vsi tisti, ki trenirajo, bi se radi predstavili svojim domačim, da se predstavijo, kaj znajo, kaj delajo na treningih in to tudi na tekmah tudi pokazali. Tovrstni forumi pa ne bodo namenjeni le športu. Tako so minuli ponedeljek izvedli tudi forum za turizem, načrtujejo še forum za kulturo, ki bo v sredo 27. februarja, ter forum za gospodarstvo, katerega datum bo znan kmalu. Društvo paraplegikov Podravja je organiziralo jubilejni 10. turnir v biljardo. Tekmovanje je potekalo v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije. Za prehodni pokal zveze se je za zelenimi mizami pomerilo 15 biljardistov, paraplegikov in tetraplegikov iz 5 pokrajinskih društev. Na jubilejnem turnirju so biljardisti in ena biljardistka, kot je v navadi, tekmovali v kmečki osmici s prilagojeno končnico, kjer igralec v končnici napove, v kateri žep bo potopil črno kroglo. Pred začetkom je tekmovalce nagovoril predsednik Biljardne zveze Slovenije Mitja Grdišnik, ki se zaveda pomembnosti takšnih dogodkov. Razlogov, zakaj je to pomembno, je več. Ena je integracija invalidov v življenje, v šport, druga je normalno omogočanje nekih interesnih in športnih dejavnosti tudi njim. Tretja je pa povezana z širšim izobraževanjem naših najmlajših, se pravi naših mladincev, ki se tudi ukvarjajo z biljardom. Namreč za njih je pomemben v okviru šole biljarda, da imajo tudi malo šole življenja in da vidijo šport invalidov, da vidijo, da nimamo vedno nadzora nad dogodki v življenju in času, ampak da so naše akcije in reakcije tiste, ki nas določajo in ki nas delajo posebne in izvirne. Po žrebu parov je vodja tekmovanja Matej Brajkovič igralce seznanil s pravili tekmovanja. Sicer Brajkovič velja za najtrofejnejšega paraplegika biljardista pri nas, saj se lahko pohvali z 10-kratnim 3. mestom na Evropskem prvenstvu, 5. mestom na svetovnem prvenstvu, prav tako je na 3. stopničko stopil tudi na državnem prvenstvu v osmici. Ker imam mogoče že tisto podlago, osnovo, vem, kaj delati, tako da ne rabim toliko kot včasih, ker je bilo tudi po samo na dan. Tako veselje je bilo včasih in toliko časa, zdaj ni časa, služba, druge stvari, EMŠO morda. Tako da ja, zdaj mogoče ne vsak dan, ampak če imamo nek povprečje 2 urci na obisk, recimo 2-krat na teden po 2 urci, plus minus. Ja.
Igralci so tekmovali v 4 skupinah, v vsaki pa je bil kot nosilec skupine po en boljši igralec iz prejšnjih turnirjev. V nadaljevanje tekmovanja sta se uvrstila po 2 najboljša igralca iz posameznih skupin. V končnico tekmovanja so se uvrstili David Slaček in Robert Krček, Društvo paraplegikov Maribor, ter Marjan Zupančič in Rok Bratovž, Društvo paraplegikov Ljubljana. V finalnem dvoboju sta se za prehodni pokal zveze udarila domačina Slaček in Krček. Nas je kar nekaj v društvu, 5-6, ki se nas redno udeležuje tekmovanj oziroma treningov, ki jih imamo ponavadi v sredah zvečer tukaj v Planetu Tuš v Mariboru. In tako da biljard nas povezuje prijateljsko, športno in tudi integriramo se v družbo, ker tudi igramo tudi z hodečimi, bomo rekli, ljudmi. Eni naši člani tudi igrajo v drugih klubih, prav z stoječimi, z hodečimi ljudmi. Tudi jaz včasih igram s kakim takim, ker je drugače sedeti ali stati za biljardom, ne. Biljardisti paraplegiki imajo pri igranju kar nekaj ovir, prav tako nimajo posebno prilagojene opreme, zgolj nekaj dodatkov, ki so pri igri biljarda standardni. Ne, voziček je, kakšen imaš, kak sediš, je fajn, to mi pravimo podaljški oziroma te grablje, ki so, ne, da prideš zraven, ker dostikrat ne prideš zraven, podaljšek je fajn imeti za palico od zadaj tudi, ker imaš prekratko roko včasih, ne, in dostikrat hodeči se segnejo prek mize, ne. Tudi če vidite, ko ste prej snemali oziroma ko snemate to, vidite, da mi ne pridemo zraven mize do mize in to je to. Drugi se segnejo preko mize, mi pač imamo to omejitev z dosegom do krogle. Se pravi, moramo dostikrat študirati tudi, kako si belo kroglo nastaviti, nazaj potegniti oziroma da prideš ti do cilja, ki ga želiš. Prvo mesto je osvojil David Slaček, ki je pokal Zveze paraplegikov Slovenije osvojil že drugič zapored. Najboljši so dobili tudi praktične nagrade. Zmagovalec je dobil vikend paket v apartmajski hiši Zveze paraplegikov v Termah Čatež in biljardno palico, ki jo je prispevalo podjetje Vertim. Enako biljardno palico je prejel tudi drugouvrščeni Robert Krček. Tretjeuvrščena tekmovalca Rok Bratovž in Marjan Zupančič pa sta dobila eden plašče za invalidski voziček, drugi pa sprednja kolesa in zračnici za invalidski voziček, ki jih je podarilo podjetje Ormega MMDO. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Smo sredi počitnic, ki jih lahko preživite tudi na Ptuju, ko brata Malek pripravljata norčave počitnice. Vsak dan med 10. in 12. v centru interesnih dejavnosti na Ptuju. Ta petek, 22. februarja, si lahko gledate modno glasbeni spektakel Invidia by DH Fashion. Gala modno dogajanje bo ob 19:30 v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. To soboto 23. in nedeljo 24. februarja se bo v hotelu City Maribor odvil že 4. poročni sejem, na katerem boste našli več kot 30 ponudnikov. Brezplačne vstopnice si zagotovite lahko na www.poroka-bo.si. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer in nasvidenje.